Ljudje velikokrat prihajajo k meni z željo po tem, da izgubijo maščobo, da se preoblikujejo in kljub temu, da se včasih naredi odličen plan prehranjevanja, odličen plan aktivnosti in se ga tudi ljudje držijo, situacija na določeni točki zašteka in takrat pridejo v korist oziroma do fat burnerji, ki stimulirajo izgubo maščobe, se pravi, da malo takrat dajo eno brco v rit in telesu pomagajo povišati termogenezo, se reče, torej to je tisti naravna sposobnost izgorevanja energije v telesu in seveda tudi posredno mobilizacijo maščobe iz maščobnih celic. Zdaj, dostikrat problem. Problem je v tem, da skozi leta in leta kopičenja odvečne maščobe mi kopičimo tudi strupe in ti strupi pridejo iz okolja, pridejo iz našega telesa in če jih telo ni sposobno učinkovito izločiti sproti, jih da nekam na stran, se pravi tja, kjer je samemu organizmu trenutno najmanj škodljivo, kjer so ti strupi najmanj škodljivi in to je v maščobnih celicah. Zdaj pa, ko začnemo proces izgubljanja maščobe, telo posledično vse te strupe sprosti v naš krvni obtok in zelo obremeni ta mehanizem razstrupljanja, ki poteka v bistvu v 3 fazah. Prva, druga faza sta v jetrih, tretja je izločanje iz telesa, kjer igra pomembno vlogo črevesna flora. Ampak zdaj, če se ustavimo pri tem, zakaj sem dodal pegasti badelj? Zaradi tega, ker pegasti badelj zelo učinkovito dvigne raven glutationa, to je našega naravnega antioksidanta in posledično pomaga našim jetrom bolj učinkovito izločati te strupe oziroma jih pretvarjati v vodotopno obliko, da se lahko izločijo iz telesa. Tako da, tu je tudi odgovor na to, zakaj mnogi takrat, ko začnejo hujšati, zbolijo, so utrujeni in tako dalje. Tako da, super kombinacija CLA, L-karnitin, zeleni čaj z enim konkretnim fat burnerjem, ki poviša termogenezo, ampak včasih, kot sem rekel, ni dovolj, takrat je smiselno dodati to kombinacijo s pegastim badeljem, da dodatno izboljšamo izločanje strupov. In to je to, tako da poskusite, ne bo vam žal, želim vam prijetno in čim bolj uspešno hujšanje do poletja in se vidimo.